Lep pozdrav za novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončka, ne pozabite pogledati, kjer ga izmed novih vlogov. Kaj se bo danes dogajalo? Zadnjič smo zaključili setev, se pravi po noč. Zdaj gremo pa naprej in sicer čaka nas pregled parcel, kakšno je stanje, kakšna je kaljivost. Imeli smo tudi eno izjemno neurje tukaj s točo, tako da bomo pogledali tudi, kakšne so bile posledice. V glavnem video bo malo drugačen, no. Ne bo čist standarden, ampak po moje na svoj način tudi zanimiv. Tako da to, pa pogledali bomo tudi, kak kaže koruza, ko smo jo sjali v inkarnatko. Tako da, neč, dajmo se lotiti videa. Ajde ga, akcija! Tako, evo ga, posejano je vse, rešili smo. Zdaj smo imeli nekaj malo hladnejših dni, pa je bilo tudi nekaj padavin. Nažalost smo včeraj utrpeli en hud naliv. Res je bilo noro, toče je padlo, kar tako se je videlo belo 5 cm, je nasipalo v kratkem času, tako da je bilo res noro. Zato sem se pa danes, ko je malo lepši dan, odločil iti malo pogledati, kako je na parcelah pa to. In če smo že glih pri setvi bili, sem šel pogledati najprej koruzo, tako da, ja, naj vam pokažem, kako izgleda. Se pravi, evo ga, zdaj smo prišli tudi na parcelo. Kar sem prvo pričakoval oziroma hotel iti pogledati je to, če je zabilo kaj zadev. Zdaj, hvala Bogu, s tako obdelavo, ko smo imeli mi, ni prišlo do zbitosti, tako da je res javnica lepo rahlo naredila za sabo, tako da tukaj zdaj v bistvu niti ne zgleda nič kaj kritičnega. Malo tu pa tam takole, bi rekel, zapacano, ampak nič hudega, tole ni nobene skrbi. Danes zjutraj je bilo 2 stopinje, zdaj je že kar bolj toplo, je sonček posijal, tako da ja. Kak pa zgleda koruza? Prej sem eno najdu ven skopal, tako da vidimo zdaj v bistvu po 3 dneh, mislim, da je danes 3. dan, se že vidi lepo, kak je lepo zakalila, tako da ja, vse gre po planih. Zdaj tudi reče, da bo bolj toplo naslednje dni, tako da mislim, da bi znalo biti tole kar hitro zunaj. Zdaj, kaj se pa tiče vran, zaenkrat je bilo mirno vse skupaj, bo pa verjetno najbolj kritična faza, ko bo koruza začela ven kukati, ampak ja, bomo videli, kako bo takrat. Zaenkrat pa kaže odlično, tako da bom dal kar tole nazaj noter, pa bo ona naprej delovala. Zdaj vlage je seveda dovolj, upam pa, da ne bo v prihodnjih dneh še več padavin, sicer napovedano je neki, ampak naj ne bi bilo take hude panike. Tako da ja, pojmo še na kako drugo parcelo pogledati, pa da vidimo, kak je tam. Sicer sem pa tudi včeraj pred nalivom šel s Primožem dol pogledati parcelo, kjer smo sejali, se pravi v inkarnatko noter koruzo, tako da lahko zdaj vmes, dokaj zvem do druge parcele, pogledamo še, kaj je bilo tam. Tako da ja, ajde, pogledamo si. Kot sem obljubil, bomo naredili en update. Tukaj, ko smo sejali, se pravi koruzo v inkarnatko, pa nekaj rži. Tako da zdaj je, mislim, da je 15. dan, oziroma dobrih 14 dni od setve. Tukaj zdaj rabi, se pravi, koruza majčken del, zaradi tega, ker je pokrita z maso in v bistvu ni niti tukaj zemlja topla in rabi mogoče kak dan del. Drugače pa se že vidijo prva zrna, ko so prišla ven. Kako pa to zgleda, bomo pa zdaj pogledali. Se pravi, evo ga, masa je pri tleh, zaradi tega, ker je pol tudi Primož šel topovalati, tako da je v bistvu lepo naredilo zastirko, gosto, tako da ne bi smelo biti težav s pleveli. Pa ko tole, se pravi, odgrnemo, nas pa tukaj spodaj čaka sama vrsta. Zdaj pa, da bo se lažje videlo, sem že tukaj to odgrnil prej, tako da se vidi v bistvu koruze, kak pridejo ven, no. Tako da se že kaže, čez kakšne 2-3 dni bi se znali kar lepo videti, no, ampak se tako rečem, je to, se pravi, pokrito zdaj. Tako da v bistvu bo masa mogla še majčken paditi skup, pa bo pa koruza tudi ven pogledala že, no. Ampak zaenkrat je to. Bomo pa naredili čez kak teden ali pa kaj takega še malo update za vam. Je pa še ena zanimiva zadeva,
pa vam jo bom kar pokazal. Se pravi, tukaj zraven smo potegnili zadnji špur, Primož je tule nekaj zmulčil, tako da bo videl malo razlike, ampak tukaj se zdaj še zaenkrat ne vidi koruze prav. Smo pa tule zraven videli, ko je bilo pa sijano se pravi, dobro pripravljeno, glih ena vrsta zadnja, se pa vidi točno luknje, kar pomeni, da so vrane požrle zrna. Tukaj je pa ena koruza, ko je pa prišla ven, tako da tule se pa vidi razlika, recimo par dni, koliko prej pride, se pravi, skozi. Ampak tukaj naprej se pa skozi vidijo luknje, tako da so bile vrane tule na delu, no. Evo ga, tako pa dol kaže, verjetno bo treba počakati kak teden, pa se bo dejansko videlo mogoče celo vrste, ali pa pač koliko bo prišel ven, se pravi, same koruze. Je pa v bistvu tam treba poudariti, da je domače seme, je avtohtona slovenska sorta, tako da v bistvu tudi kaljivost verjetno ni tako visoko procentualna, kot je v kupljenem semenu. Tako da to je treba vzeti malo obzir, ampak se rečem, bomo videli, kako bo v prihodnjih dneh. Vsekakor pa je boljše, da je tam bilo zastrto, ker so vrane naredile svoje delo tudi tam, tako da upajmo, da nas tega ne čaka. Tako da ja, zdaj smo pa tule že pri našem grahu, pa pogledajmo, če je bilo tukaj kaj škode. Evo tako, tukaj je pa naš grah, zraven vidimo tudi tritikale dost, tako da je kar zanimivo, kako se je obrastla, da je nismo čisto uničili, ko smo jo jeseni sejali za ozelenitev. Tisti, ko niste videli setve graha, priprave za setev graha, si pejte to pogledat, je vlog bil gor, tako da vljudno povabljeni. Tukaj imamo pa zdaj grah, no. Grah je sicer tu pa tam, se vidijo poškodbe na sami rastlini, ampak recimo celotno, če pogledamo, mislim, da ne bi smel biti hud problem, tako da mislim, da je še v pravi fazi, da se zadeva lahko, se pravi, obraste oziroma da ni tako velike škode, kot bi bila, če bi bil mogoče celo večji. Tako da, ja, je pa zanimivo tudi, kaj je ostalo tritikale, je zelo lepo potemnela, tako da se dejansko vidi, da tudi grah že dela, se pravi, kaj se tiče dušika. Tako da, ja, zanimivo za videti. Upajmo, da bo zdaj tole lepo raslo, vlage dobijo dovolj, toplote bo dovolj, tako da po moje bi znal kar hitro potegniti zdaj v višino, pa zapreti samo parcelo. Tako da to je to. Zdaj imamo pa tukaj čez, se pravi, lucerno, pa da vidimo, kak je tle. No, tukaj izgleda pa zadeva mečken drugačna. Sicer vidi se, da je res zelo, zelo ranjena zadeva. Ogromno je tudi rastlin po tleh, podlamana stebla in take stvari. Tako da tukaj je zelo, zelo kleslo. Verjetno je glih pod takim kotom padalo, da je tukaj zadeva kar dobila škodo. Ampak tukaj ni panike, to se bo obraslo, pa bo za naslednjo tako spet ok. Tako da ja, zdaj pa pejmo še na eno parcelo koruze, pa da vidimo, kak je še tam. Naj vam pa pokažem, kako izgleda tam, kje je koruza že bila zunaj. Hvala Bogu je naše še v zemlji, ampak naj pokažem, kak je tukaj. Evo ga, takole nekako pa izgledajo posledice toče včerajšnje na koruzi. Tako da kar kruto, rastline so kar zelo veliko dobile, tako da vprašanje, kaj se bo zgodilo s tem. Po moje bo treba ponovno setev, ker je koruza zelo ranjena. Tako da ja, nimam ok. Gremo naprej. Na žitih pa moram reči, da je kar v redu zadeva. Prej smo edino videli oljno repico, tam pa je v bistvu malo zadeva polegla, ampak žita pa kar, moram reči, so se dobro obdržale. Takole, zdaj smo pa na parceli, kjer smo zadnjič zaključevali z setvijo koruze, kar velika parcelca, ampak tukaj sem zadnjič pozabil, oziroma ni bilo niti časa, da bi povedal, pa pokazal, kako je bilo pripravljeno tukaj. Sicer bilo je dost grud, kot vidite, ampak sejalnica je to zelo dobro odmaknila in posejala tudi v teh zahtevnih pogojih. Delali smo na maksimalnem pritisku in pa spredi smo tudi imeli najnižje spuščene te odmikavce za, kar se tiče grud. In v bistvu je sejalnica zelo dobro posejala v tako zadevo. Kar pomeni, da bomo zdaj imeli dober vznik. Sicer tudi malo na račun padavin, ampak noter je bilo vseeno še dovolj vlage, tako da mislim, da tole ne bi smel biti problem. Kar je pa dobro je pa to, da je sejalnica za sabo pustila rahla tla, nikjer se ne poznajo kolotači traktorja, kar pomeni, da
nimamo težav zdaj s tem, da bi nam tam zabilo zemljo in pa tudi v bistvu, kar pomeni, da bo koruza lažje štartala, lažje rasla. Dober je tudi, ker smo lani skupali te kanale oziroma jih poglobili, tako da je voda zelo lepo tekla, da nimamo nikjer stoječe vode. Tako da veliko zadev, ko smo jih dobro naredili, zdaj pa upajmo samo, da ne bojo vrane prišle sem, pa da bo, se pravi, koruza res blizu 100% enakomernega vznika. Tako da pojmo pogledati, kak je tukaj koruza. Tukaj pa vidimo, da je koruza dejansko še hitrejša, ko je bila gor. Bomo pa zdaj še kjer poiskali, tako da ne bomo mogli ocenjevali samo po eni. Tako da tale gre nazaj, hop, pa še eno najdemo. Pa mogoče kje tukaj, ko so bile večje grude. Kot pričakovano je tukaj majčken zaostanko, ampak se tudi že vidi, da lepo kali zadeva. Je pa pričakovano, ker je res v grudnatih razmerah bilo tukaj. Ampak vseeno tukaj vidimo, da dejansko sejavnica naredila svojo nalogo. Ker če bi bilo to sejano za klasično sejalnico oziroma standardno, bi tukaj verjetno imeli težave z vznikom oziroma zdaj, ko je res tukaj bilo padavin, bi začela, ampak vseeno bi bila razlika, tako da ja. Takole, mislim, da smo zaenkrat lahko zelo zadovoljni. Je pa res, da ko hodim po parceli, je tudi tako zelo mehko, kar pomeni, da so tla dosti rahla in v bistvu zelo primerni pogoji za vznik same koruze. Zdaj gremo pa tukaj na sosedno parcelo, kjer imamo pa posejano sojo. Tako da vidimo, tiste pa dosti bolj gosto ustavljeno, tako da bomo lahko hitreje najdeli sama zrna. Evo, soji pa prav tako kaže zelo lepo, tako da enkratna zadeva. Evo ta tudi tukaj. Tako da, odlično, jaz sem zelo zadovoljen, zdaj pa lahko na hitrico skočimo še sončnice pogledati, če bo časovno šlo skozi. Pa je pa to no. Drugače pa tam lečeš čez potok še tudi tritikala, ampak ti bomo drugič šli pogledati, vidim pa nadalje, tako da se je tudi malo še potegnila, tako da dobila malo višine, pa mislim, da tudi bo kar v redu kazalo, no. To na uri pa prav nič ni škodilo, tako da superca. Evo ga, še sončnice, zelo lepo kaže, tako da vrhunsko, evo ga, jaz mislim, da smo lahko lepo zadovoljni, no. Sam ne gre tak naprej, tako da perfektno. Zdaj pa proti domu. Zdaj pa, preden zaključimo tale vlog, smo šli še enkrat na parcelo. Zakaj? Zato, ker danes za faks rabim 2 vzorca tal, tako da sem šel na to parcelo enega iskati, pa še na eno bom šel. V glavnem, če smo že tukaj, bomo pa še to na hitrico pogledali, kak je napredek. Glejmo no. Kot ste videli, koruza že kar lepo napreduje. Je majčken se mogoče upočasnila zadeva zaradi tako hladnega vremena, pa zaradi tega se je tudi zemlja sladila, tako da v bistvu eno z drugim. Je pa tole v bistvu zdaj le peti dan oziroma 6. dan po setvi, 5 dobrih dni, ja. Tako da v bistvu mislim, da smo vseeno še lahko zadovoljni. Vrane zaenkrat še ne delajo težav, tako da v redu. Ja, bomo videli, no, koliko bo še jutri padavin, pa se bo poznalo še to, no, na parceli, ampak tla so že zdaj kar dobro premočena, tako da upam, da ne bi prišlo do kakega zastoja voda ali pa kaj takega. Ampak ja, bomo videli, sproti bomo obveščali, mi pa dajmo zdaj ta 2 vzorca nabrati, poj pa pičimo za nov mest, še prej bomo šli pa za frišno nakositi, ker bojo popoldne padavine in nočemo pol podrživiti kositne. Tako da tole dvoje naredimo, poj pa to v bistvu za ta vlog, tako da se vidimo naslednjič. Uživite, čau!